Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci lokalne slovenjebistriške televizije. Skoraj da na pragu pomladi, v katerem se bo zvrstila kopica zanimivih dogodkov tudi na lokalni ravni. Ta teden, na primer, potekajo gledališki dnevi. Na odrskih deskah se predstavljajo odrasle gledališke skupine iz Makovske, Poljčanske in slovenjebistriške občine. V nedeljo pa obeležujemo Mednarodni dan žensk, ki nenehno opozarja na neenakopraven položaj žensk v svetu in tudi doma. 12. marca bomo s slavnostno akademijo obeležili praznik občine. Podelili občinska priznanja, izobraževalne ustanove pa izvajajo pisano paleto programov tako za mlade kot odrasle. Tudi v informativni oddaji tega tedna boste izvedeli marsikaj zanimivega, zato ste vabljeni k ogledu. Že osnovnošolci spoznavajo prve korake podjetništva. Prostovoljno gasilsko društvo Slovenska Bistrica vabilo svoje člane na 143. občni zbor. Gledališki dnevi odraslih amaterskih skupin postregli z obilico humorja. Letos obeležujemo 20-letnico izvajanja projekta vseživljenjskega učenja. Vanj pa je uvrščena tudi parada učenja s poudarkom na tistih družbenih skupinah, ki jim je izobraževanje manj dosegljivo. Naslednji teden poteka akcija, v kateri bodo policisti poostreno nadzirali uporabo varnostnih pasov v osebnih in tovornih vozilih ter avtobusih. V športu pa v osnovnošolskem veleslalomu pri Treh kraljih in športnih aktivnostih Impolovega društva za promocijo zdravja. V rubriko Lokalne novice smo za informativno oddajo tega tedna uvrstili pisano paleto dogodkov. Na srednji šoli Slovenska Bistrica, kjer že nekaj let uspešno poteka podjetniški krožek, so v petek 27. in v soboto 28. februarja gostili prvi start-up vikend za osnovnošolce. Mladi so pod vodstvom prostovoljcev podjetniškega inkubatorja Ustvarjalnik spoznavali podjetništvo. Kot mentori so sodelovali tudi dijaki srednje šole Slovenska Bistrica, ki z ustvarjalnikom že dlje časa razvijajo komunikacijske in podjetniške veščine. Med drugim so ustanovili 2 dijaški podjetji in dobili 2 nagradi. Šola tako svoj program bogati z izvirnimi vsebinami. Loteva se jih smelo in med prvimi v Sloveniji nasploh. Zaključka projekta s predstavitvijo najboljših idej sta se v soboto udeležila tudi župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar in direktor podjetja AHMI Roman Stegne. Upravni odbor Slovenjebistriškega prostovoljnega gasilskega društva je preteklo soboto, 28. februarja, vabil na 143. občni zbor. Najprej so opravili običajne formalnosti, v nadaljevanju pa poslušali poročila predsednika, poveljnika, blagajnika, predstavnika mladih, nadzornega odbora in verifikacijske komisije. Sledila je razprava po poročilih, v nadaljevanju pa so obravnavali še delovni in finančni načrt za to leto, izvolili delegata za skupščino Gasilske zveze Slovenska Bistrica, podelili priznanja in napredovanja ter potrdili nove člane. Linhartove gledališke dneve, ki jih vsako leto organizira območna enota Javnega sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti Slovenije, so se 1. marca pričeli v Studenicah, kjer se je predstavila odrasla gledališka skupina Kuda Andreja Stefaciose s predstavo Pokvarjena varovalka, avtorja Tončka Žumbarja in v režiji Maksa Valanda. Ta teden pa sledijo v Slomškovem kulturnem domu v Slovenski Bistrici še predstava Mož, ki si ne upa v režiji Jožice Repnik, ki jo je Kud Alojza Avžnjarja uprizoril že večkrat. Na Leskovcu bodo postavili na oder predstavo Denis in Ditka pod režisersko taktirko Andreja Lorber. Na Črešnjevcu si bodo lahko obiskovalci ogledali komedijo Niti tat ne more pošteno krasti, režiserke Zdenke Bizjak, ki je že tudi nasmejala ljubitelje komedij, v Poljčanah pa predstavo Rogonosec ali življenje vaških playbojev, ki jo režira Saša Juhart. V torek 3. marca so se v prostorih Ljudske univerze Slovenska Bistrica sešli izvajalci tedna vseživljenjskega učenja. Ta bo letos v Sloveniji z naslovom Naša prihodnost potekal že 20-tič.
v Slovenski Bistrici pa 19. zapored. Prireditve ob jubilejnem tednu vseživljenjskega učenja se bodo zvrstile od 15. do 22. maja ter v širšem terminu tudi do 30. junija. Direktorica Ljudske univerze Slovenska Bistrica Brigita Kruder je na torkovem srečanju poudarila, da je lanska parada učenja na Trgu svobode v Slovenski Bistrici uspela v vseh pogledih. bila parada učenja 2014. Sejemskega dogodka se je namreč udeležilo kar okoli 1800 ljudi. Veliko bistriških idej so prevzeli tudi na nacionalnem nivoju. Sicer pa bodo letos izvedli tudi nagradni natečaj. Do konca aprila želijo spodbuditi drugačno razmišljanje o temah, ki jih dostikrat nekritično povzemamo iz medijev. Najboljši v 7 razpisanih kategorijah bodo prejeli tudi denarne nagrade.
Slovenjebistriški policisti so v preteklem in tem tednu zabeležili naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo obravnavanih 16 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 2 poškodovanji tuje stvari, 1 zatajitev, zanemarjanje otroka, neupravičena proizvodnja in promet s prepovedanimi drogami ter 3 kazniva dejanja lahke telesne poškodbe. Pragersko. Neznani storilec je vlomil v lokal in večnamenski prostor, vendar ni ničesar odnesel, ker ga je pregnala alarmna naprava. Kljub vsemu pa je zaradi vloma nastalo za približno 2000 evrov škode. Neznani storilec je v cerkvi oškodovančevi hčerki ukradel mobilni telefon vreden 450 evrov. Bukovec. Neznani voznik je na bencinskem servisu natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Slovenska Bistrica. Oškodovanec je na pošti pozabil denarnico, vendar je, ko se je vrnil, tam ni več našel. Kasneje so ga na pošti obvestili, da so jo našli v poštnem nabiralniku, vendar je v njej manjkalo 270 evrov gotovine. Neznani storilci so vlomili v prostore nekdanjega podjetja, vendar niso ničesar odnesli, zaradi vloma pa je nastalo za 100 evrov škode. Vrhloga. Nekdo je vlomil v stanovanjsko hišo, vendar ga je pregnala alarmna naprava, pri vlomu pa je nastalo za 200 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti obravnavali 14 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 32 plačilnih nalogov, začasno odvzeli 4 vozniška dovoljenja in zasegli 3 vozila. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 3-krat, obravnavali so 2 poskusa samomora, delovno nesrečo in 5 prekrškov zaradi uporabe prepovedanih drog. Med 9. in 16. marcem bo v okviru evropskega programa potekala usklajena preventivna akcija, v kateri bodo policisti nadzirali uporabo varnostnih pasov v osebnih in tovornih vozilih ter avtobusih. Namen akcije je ozaveščati ljudi, da bo z uporabo varnostnega pasu v nesrečah manj mrtvih in poškodovanih. Nosilci aktivnosti pa bodo vplivali tudi na starše, da bodo otroke v osebnih avtomobilih zavarovali z ustreznimi zadrževalnimi sistemi. Slovenska Bistrica je bila v soboto 28. februarja v znamenju dvoranskega nogometa in to v organizaciji Društvo za promocijo zdravja Impol. Na turnirju v športni dvorani je nastopilo 7 ekip, ki so igrale vsako, igralni čas na posamezno tekmo pa 10 minut. Tako se je v 6 urah odigralo rekordnih 21 tekem, doseženih pa je bilo 35 golov. Ja, prav ste slišali, in to zanimivih tekem med zaposlenimi v industrijski coni Impol. Vsi, ki so igrali, so se na tekmah srečali z novim izzivom, da se v 10 minutah vse začne in tudi konča in da ni popravnega drugega polčasa. Prav zato organizatorji po tej impolski uspešnici že napovedujejo prihodnje leto turnir na medobčinski nogometni ravni in to v različnih starostnih skupinah. Ospredje pa bodo postavili tudi turnir v ženski konkurenci. Mi pa poglejmo, kakšen je bil končni pogled na lestvico in kdo je novi dvoranski prvak Impola. Dvoranski prvaki so za leto 2015 povsem zasluženo postali nogometaši Alomobila, ki so v 6 tekmah zbrali 11 točk. Drugovrščena ekipa Livarne, tretji žogobrcari iz Sevarne in nehvaležni 4. Alomat so si priigrali 10 točk, vendar so v vrstitvi na stopničke odločala medsebojna srečanja 3 omenjenih moštev. S 5. mestom so iz turnirja odšli zaposleni, ki so igrali za profile. 6. so bili vzdrževalci iz PCP-ja, na zadnjem 7. mestu pa so pristali igralci, ki so igrali tokrat za folije. Na svoj točkovni konto so zapisali 5 točk. Najboljši igralec turnirja je bil kapetan zmagovalne ekipe Alomobila Nate Splajh. Prav tako so v vrstah zmagovalcev imeli tudi najboljšega vratarja turnirja Uroša Predana. Najboljši 3 so prejeli pokale in gospodinjske folije, prav tako pa tudi najboljša posameznika. Svoje sodniško delo je odlično opravil Andrej Erker, ki je za nameček sam sodil vseh 21 tekem. Zanimivo, mar ne? Ja, pomembno je bilo tokrat biti zraven in to so člani Društva za promocijo zdravja Impol še enkrat več potrdili.
in s tem popisali tudi nov list v igranju rekreativnega žogobrca v dvorani. Na Treh kraljih je v ponedeljek 2. marca potekalo medobčinsko šolsko tekmovanje v veleslalomu. Na tekmovanju, ki sta ga pripravila Zavod za šport Slovenska Bistrica in smučarsko-skakalni klub Šmartno na Pohorju, je nastopilo 71 učencev in učenk iz občin Makole, Oplotnica in Slovenska Bistrica. Pri mlajših deklicah je zmagala Doroteja Tomazin iz 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, medtem ko je bil pri mlajših dečkih najhitrejši Uroš Vrbek iz osnovne šole Šmartno na Pohorju. Pri starejših deklicah je medobčinska prvakinja postala Rebeka Dovnik Šmartnega na Pohorju, med starejšimi dečki pa je slavil Primož Ačko, prav tako iz šmarske osnovne šole. Spoštovane gledalke in gledalci, informativna oddaja tega tedna se je iztekla. Nedelja pa je namenjena ženskam, pa ne samo nedelja. Ženski svet, ki običajno podpira 4 vogale pri hiši, je uspešen tudi na drugih področjih poslovnega in družbenega življenja nasploh in si zasluži, da se ga spoštuje in ceni, čeprav je tako v evropskem kot svetovnem prostoru še vedno preveč nasilja in omalovaževanja ter neenakopravnosti. Razlog za to pa so socialni, verski in drugi vzorci, ki jih je največkrat težko preseči. Pa srečno do naslednjega tedna.